Slovenija je leta 2002 naredila zgodovinski korak, ko je dopolnila 101. člen v zakonu o lokalni samoupravi in s tem dala možnost, da tudi romski predstavniki v 20 slovenskih občinah lahko imajo svojega predstavnika v občinskih svetih. Od leta 2002 in do danes je samo potrditev, da je uvedba instituta romskega svetnika ne samo pravica, ampak tudi odgovornost, in tam, kjer v bistvu deluje ta institut romskega svetnika, tam je položaj romske skupnosti veliko boljši, kot pa tam, kjer tega instituta ni. V 20 letih lahko povemo, da tudi na račun politične participacije in možnosti participirati romskega predstavnika v občinskem svetu kot najvišjem organu odločanja na lokalni ravni, se je izkazalo, da je danes to prispevalo k temu, da je položaj romske skupnosti v teh lokalnih okoljih veliko boljše. Torej, če na nekih temeljih v bistvu samo to še potrdim, torej izboljšala se je izobraževalna struktura Romov, posledično se izboljšuje tudi stopnja zaposlenosti in to je tisto, kar prispeva tudi k nadaljnjemu sobivanju v okoljih, v kateri romska skupnost prebiva. Torej, Murska Sobota je nek vzorčen primer, kako in kaj je treba narediti, da tudi romska skupnost je nek v bistvu pozitiven del občinske strukture. Občina je že leta 1998 uvedla institut romskega svetnika brez nekih zakonskih obveznosti. Torej, s tem, ko je v bistvu naredila ta korak, preden se je to z zakonom določilo, je mestna občina Murska Sobota tega instituta romskega svetnika izgradila do te mere, da je država rekla, ok, izkazalo se je dobro, moramo še to narediti tam, kjer živi tradicionalno živeča romska skupnost. Tako da leta 2002 je Murska Sobota, ko se je uvajal institut romskega svetnika po 20 slovenskih občinah, je Murska Sobota v bistvu omogočila, da je Pušča postala samostojna krajevna skupnost. Torej, leta 2002 na neposrednih volitvah je potem tudi bila možnost izbrati prvega predsednika samostojne krajevne skupnosti Pušča. To sem bil jaz, ljudje so mi zaupali in danes po tolikih letih vidim, da sem se jaz postaral, vas Pušča pa se je pomladila, torej tudi na račun tega, da je Pušča postala samostojna krajevna skupnost in sama v bistvu vodi svojo lokalno samoupravo, je v bistvu prispevalo k temu, da je danes Pušča ne samo najboljši primer v slovenskem prostoru, ampak tudi v evropskem prostoru. Ta pozitivni primer tudi predstavljamo vse drugod po drugih delih Slovenije, pa navsezadnje tudi v Evropi. Ta najboljši primer je bil tudi predstavljen v Evropskem parlamentu v Bruslju in nedolgo nazaj v Londonu, v parlamentu Londona. Torej, ena potrditev, če v bistvu daš priložnost, da se Romi s politiko ukvarjajo, potem lahko skozi tega političnega prijema lahko narediš neko tako dobro zgodbo, kot je Pušča, v kateri danes živijo izobraženi, zaposleni davkoplačevalci. Torej, od leta 2002, ko je bil uveden institut romskega svetnika, se je tudi ustanovil forum romskih svetnikov, kar pomeni, da se v forumu združujejo 20 izvoljenih romskih svetnikov po 20 slovenskih občinah. Jaz moram reči, da od samega začetka je to sodelovanje romskih svetnikov zelo dobro in prav to sodelovanje prispeva k temu in seveda daje možnost, da lahko prenašamo primere dobrih praks iz okolja v okolje. Žal pa imamo v teh 20 občinah recimo različno politiko, lokalno politiko obravnavanja romske skupnosti, od tega, da občine v bistvu ne želijo legalizirati romska naselja, do tega, da občine v bistvu vlagajo prav v izgradnjo
osnovne infrastrukture v romskih naseljih, da ta naselja postajajo legalna, in to so v bistvu tisti osnovni vzvodi, ki prispevajo k temu, da potem ljudje, ki živijo pač v teh naseljih, da lahko pač se brez večjih težav vključujejo v širšo družbo. Je pa dejstvo tudi, da imamo tudi izvoljene svetnike, ki pa bodisi ne zmorejo slediti, pač bodisi nimajo dovolj odgovornosti, v bistvu ne izvršujejo oziroma ne izkoriščajo to priložnost, ki jo lahko preko tega instituta lahko izkoristijo. Vendar to, kar je v bistvu prav, pa je, da so vsaka 4 leta volitve in seveda potem pač ljudje pač na ponovnih volitvah pač ocenjujejo minulo delo, ali mu še dajo en mandat ali ne, in to je tisto, kar v bistvu razvija institut romskega svetnika, kajti, kot sem rekel, romski svetnik ni samo pravica, je tudi odgovornost. V Pomurju imamo veliko teh pozitivnih praks, predvsem tudi zaradi tega, ker tudi lokalne oblasti na nek način prevzemajo to odgovornost, da tudi Romi so sestavni del okolja, v katerem živijo. In občine so tiste, ki na nek način ustvarjajo ugodne razmere za svoje občane, in prav je, da tudi romska skupnost pri ustvarjanju teh ugodnih razmer prispevajo. Ker takrat, ko občina pač ponovno razdeljuje pač te dobrine med svoje občane, da so tudi Romi tisti, ki so prispevali pri teh dobrin, kar potem posledično prispeva, da ni nobenih očitkov, da pa dobijo nekaj, za kar v bistvu niso zasluženi. Tako da ja, pogrešamo pač teh praks na jugovzhodnem delu Slovenije, ampak tudi tam se že kažejo primeri dobrih praks, recimo občina Trebnje je en takšen dober primer, ki na nek način sledi praksi Pušča, tako da v bistvu lahko že zasledimo, da mediji pišejo, da romsko naselje Vejar v občini Trebnje postaja druga Pušča. Institut romskega svetnika dobimo na neposrednih lokalnih volitvah. Prav bi bilo, da romska volilna baza na teh neposrednih volitvah res izbere najboljšega možnega kandidata. Naj povem, da institut romskega svetnika in sedeti v najvišjem organu odločanja na lokalni ravni ni enostavna stvar. Sem v pričakovanju in prav bi bilo, da bi se v bistvu začeli bolj aktivirati izobraženi Romi na nek način, ker v bistvu samo z dvigom instituta romskega svetnika lahko potem izkoristimo vse tiste dane možnosti, ki pa sedaj ne moremo reči, da za strani države ne prihajajo. Naj omenim financiranje občin. V kvoti 25 občinah država sistemsko namenja določena sredstva za izboljšanje položaja romske skupnosti, in če tam ni, pač bi rekel, nekega odgovornega, sposobnega svetnika, v bistvu ne more zagotoviti oziroma sprovesti, da se ta sredstva namensko namenijo za razvoj pač romske skupnosti. Mi imamo določene primere, ko občine prejemajo ta sredstva in jih ne vlagajo v razvoj romske skupnosti, da pa recimo zgradijo nek rondo v Slovenski vasi in ko poročajo, dajo obrazložitev, da so zgradili rondo v Slovenski vasi, zato ker ena potka iz tega rondoja vozi proti romskemu naselju. Bolj pametno bi bilo, da bi se ta sredstva namenjala v integraciji romske skupnosti, predvsem mislim na prvo integracijo, to je prostorska integracija, potem pa posledično, da otroci pač ne samo, da so pri pouku, ampak da uspešno končajo šolo in da potem kot izobražen zasede delovno mesto, in potem to je tisto, kar na koncu šteje, da nisi odvisen od nekih socialnih prijemov, ampak si sam gospodar svojega ekonomskega stanja.
Mislim, da ja, iz mandata v mandat se kaže, da je vedno več kandidatov v isti občini. Torej v preteklosti sta največ bila dva, v večina primerih se je oglasil oziroma prijavil samo en svetnik. Danes iz mandata mandat v bistvu ta številka raste, tako da imamo primere, ko je v eni občini po 5 kandidatov, in to je tisto, kar v bistvu potem volilni bazi daje možnost, da izbere boljšega. Seveda pa imamo primere, ko na nek način pač romski svetnik v svojem mandatu, preteklem mandatu, ni opravil pač svoje naloge in potem pač postane neka apatičnost znotraj romske skupnosti in je razmišljanje v tej smeri, da pač niti ne bomo šli pač voliti, ker itak v bistvu imamo romskega svetnika, ki pa ne izvršuje pač svoje delo. Tako da tudi v tej fazi je potrebno že v sami fazi izvajanja instituta romskega svetnika skozi mandat opolnomočiti, usposabljati romskega svetnika, da na nek način v najhitrejši fazi se adaptira in seveda končno začne enakomerno funkcionirati v občinskem svetu. A veste, v občinskem svetu je pa tako, recimo, ko se sprejema proračun, vsak ima svoj interes v tem proračunu in če ni neka aktivna vloga romskega svetnika, potem nisi v proračunu. In če nisi v proračunu, potem skozi celotno obdobje se nič ne zgodi v romskem naselju. Tako da vloga instituta romskega svetnika se krepi, vendar to, kar sem že malo prej odgovoril na prejšnje vprašanje, je pa zelo pomembno, da se končno začnejo izpostavljati mladi, predvsem izobraženi Romi, in da potem resnično dobiš kvalitetnega, bi rekel sposobnega romskega svetnika, ki lahko enakovredno parira v občinskem svetu. Treba je razumeti, da je politika instrument za izboljšanje življenja družbe. In ko pa govorimo o romski skupnosti kot manjšini, pa je zlato pravilo, če se ne ukvarja s politiko, se politika ukvarja s teboj. In to se ne sme zgoditi, treba je to preseči, treba je mlade spodbuditi, da morajo prevzeti odgovornost in na nek način s svojimi pristopi, s svojimi videnji na nek način izboljšati trenutno situacijo. Jaz verjamem, da sedaj, ko v bistvu država gre naproti lokalni skupnosti in zagotavlja sistemsko financiranje teh občin, da je prav to ta element, ki bo spodbudil mlade, da se bodo vendarle odločili, da bodo kandidirali in seveda bili izvoljeni, ker sedaj, če je do zdaj bil izgovor, da smo vedno kronično v pomanjkanju sredstev, sedaj teh sredstev imamo in seveda mislim, da bo prav to odločilo, da bomo že oktobra naslednje leto na teh lokalnih volitvah lahko zasledili mlade, sposobne, ki bodo uspešno tudi izvoljeni in seveda nadaljevali pač delo za boljšo prihodnost. Recimo, naj poslikam Mestno občino Murska Sobota. Mestna občina Murska Sobota dela po pravilu izboljšanje življenja ljudi, ki živijo v Mestni občini Murska Sobota. Torej, tudi Romi smo ljudje, ki živimo v tej občini. In to je tisto, kar v bistvu lahko mirno pričakuješ, da se bo tudi, recimo, Pušče kot romsko naselje enakovredno razvijala skladom z vsemi drugimi naselji v mestni občini Murska Sobota. Zato tudi ni težava, če recimo plačujemo enako višino komunalnega prispevka kot vse druge po drugih naseljih. Kajti zakaj? Zato, ker v bistvu dobivamo enako kvaliteto, bi rekel, komunalne infrastrukture. Zato jaz vedno pravim, da je občina odgovorna in tudi zadolžena za to, da enakomerno vlaga v razvoj celotne strukture na celotnem
občinskem prostoru. Jaz recimo lahko samo za Mestno občino Murska Sobota povem, da sem preživel v svojih 7 mandatih 4 župane in vsi na nek način delujejo enako. Torej, ko ti razviješ neko dobro prakso, nek dober primer, potem ne glede kdo prihaja, pa ne glede iz katere strankarske opcije prihaja, da v bistvu se ta nivo potem ohranja in drži. Nič drugo od občine se ne pričakuje, samo to, da pač izvršujejo svojo nalogo, tako kot jo izvršujejo po celotnem občinskem prostoru. Je pa dejstvo, da je pa tudi romska skupnost tista, ki pa v tem segmentu mora sodelovati in tudi prevzeti odgovornost. Torej, radi rečemo, koliko pravic, toliko dolžnosti. In to je tisto, kar v bistvu tudi Rome iz Mestne občine Murska Sobota krasi, da na nek način se tega zelo zavedamo. Torej, koliko pravic, toliko dolžnosti. Mogoče še za konec, ker je Pušča nek pozitiven primer, eden od najboljših primerov tudi v evropskem prostoru. In večno vprašanje, ki se meni kot romskemu predstavniku vedno postavlja, kaj ste naredili, da ste danes to, kar ste? Jaz vedno odgovarjam z istim odgovorom. Mi delamo po paroli, če želiš priti hitro, pojdi sam, če želiš priti daleč, pojdi skupaj.